bi rekli, da ima animator zelo zanimivo delo, saj potuje v različne kraje, v tuje kraje, kar pomeni, da morajo obvladati vsaj 2 tuje jezika, seveda zraven spoznava ljudi in se zabava. Recimo, da pozna človeka oziroma ga zna poslušati, se vanj uživeti, ima psihološke sposobnosti, ima socialne sposobnosti, ga zna poslušati, pa morda tudi športne sposobnosti. Dobro je tudi, da pozna značilnosti kraja, tako da lahko prilagodi animacijo in da poskrbi za najboljšo zabavo, tako da se bodo gosti še z veseljem naslednje leto vrnili nazaj. Dobro je, da je v fizični in psihični kondiciji, kar bi nekako prevedla, da je vzdržljiv. Fino je tudi, da se včasih zna pošaliti malo, sam s seboj tudi, vse tako lahko nastane zelo dobro vzdušje. Pomembno je tudi, da se zna uživeti človeka, da ve, kaj je tisto, kar v tistem trenutku najbolj užge in pa, da ima velik smisel za humor. Vemo, da je animatorstvo tudi vedno bolj popularno, zato je koristno, ni pa nujno, da ima tisti, ki se pač odloči za upravljanje tega poklica, tudi certifikat. Pomembno je tudi, da je dober organizator, da je diplomat neke vrste, da zna komunicirati z ljudmi, da pozna bonton. Prav pa je tudi, da je komunikativen, da zna dobro govoriti, se izražati, vse te lastnosti lahko nadgrajuje tako, da dela in še enkrat dela, se ob tem zabava, pridobiva lepe izkušnje, nekako samostojno poskrbi za svoje učenje. Lahko pa bi tudi rekli, da se udeleži kakšnega neformalnega izobraževanja in tam pridobi vse primerno, kar je potrebno, da pač postane animator, kot je Šika.
the best. Come to Bolivia. Ok, siamo al hip hop. Ok, cosa potrebbe? Ok, un applauso per il motivo